Lep pozdrav na 20. seji občinskega sveta. Najprej bomo ugotovili sklepčnost. Prosim, da pritisnete zeleno tipko. Prisotnih je 23 svetnikov, torej smo sklepčni. Odsotnost sta opravičila Matija Siter Močnik in Anton Tone Smolnikar. Občinski svet je sklepčen. Prosim, da izključite mobilne telefone. Rojstni dan sta praznovala Marko Šarec in Žaklina Zdravkovič. Še obvestilo: po končani seji nas svetnik Marko Šarec vabi v Podkel na kratek prigrizek baje. Aplavz je zdaj temu primerno večji. Prehajamo na potrditev zapisnika 19. seje občinskega sveta z dne 5. aprila 2017. Zapisnik je objavljen v gradivu številka 20. Ima kdo pripombo na zapisnik? Ne. Potem prehajamo na glasovanje o predlaganem sklepu. Občinski svet sprejme zapisnik 19. seje občinskega sveta z dne 5. aprila 2017. Glasujemo. Glasovanje poteka. Glasovalo je 24 svetnikov, proti ni bil nihče, torej je ta zapisnik sprejet. Prehajamo na dnevni red. Predlog dnevnega reda je objavljen v gradivu številka 20. Ima kdo predlog za razširitev? Besedo ima Boris Ravbar. Občinski svet občine predlog. Predlog sklepa. Predlog za razširitev dnevnega reda 20. seje občinskega sveta s točko predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta energetske prenove 6 javnih stavb v lasti občine Kamnik. Obrazložitev: 24.3.2017 je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo javni razpis o sofinanciranju energetske prenove stavb v lasti in rabi v letu 2017 in 2018. Občina Kamnik je takoj pristopila k pripravi na oddajo vloge na omenjeni razpis. Predmet vloge je energetska sanacija 6 javnih objektov v lasti občine Kamnik. Občina Kamnik je v ta namen v prvi polovici aprila izbrala zunanjega izvajalca za svetovanje pri izpeljavi vseh postopkov priprave vloge na razpis, ki je tako pričel s pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta energetske prenove 6 javnih stavb v lasti občine Kamnik in odloka o javnem zasebnem partnerstvu za energetsko prenovo javnih stavb v lasti občine Kamnik. Priprava vloge na razpis je kompleksen postopek, ki med drugim vključuje speljavo postopka izbire koncesionarja. Če želi občina do zadnjega roka za oddajo vloge, ki je 16.10.2017, uspešno pripraviti vlogo, je potrebno takoj pristopiti k sprejemu obeh navedenih dokumentov. Dokument identifikacije investicijskega projekta energetske prenove 6 javnih stavb v lasti občine Kamnik je obsežen dokument, ki ga kljub prizadevanju ni bilo možno pripraviti do roka za oddajo dokumenta za sejo občinskega sveta.
Zato se dokument vlaga kot razširitev dnevnega reda 20. seje občinskega sveta. Hvala. Želi kdo predstaviti stališče svetniške skupine? Ne. Potem prehajamo na glasovanje o tem predlogu. Glasujemo. Glasovanje poteka. Glasovalo je 25 svetnikov, proti ni bil nihče, za 25, torej je ta sklep o razširitvi sprejet. Besedo ima Boris Ravbar. Seje občinskega sveta s točko Predlog odloka o javnem zasebnem partnerstvu za energetsko prenovo javnih stavb v lasti občine Kamnik. Prva obravnava. Obrazložitev. 24.3.2017 je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letu 2017 in 2018. Občina je takoj pristopila k pripravi na oddajo vloge na razpis. Predmet vloge je energetska sanacija 6 javnih objektov v lasti občine. Občina je v ta namen v prvi polovici aprila izbrala zunanjega izvajalca za svetovanje pri izpeljavi vseh postopkov priprave vloge na razpis, ki je takoj pričel s pripravo dokumentacije identifikacije investicijskega projekta energetske prenove 6 javnih stavb v lasti občine in odloka o javnem zasebnem partnerstvu za energetsko prenovo javnih stavb v lasti občine. Priprava vloge na razpis je kompleksen postopek, ki med drugim vključuje izpeljavo postopka izbire koncesionarja. Če želi občina do zadnjega roka za oddajo vloge v oktobru 2017 uspešno pripraviti vlogo, je potrebno takoj pristopiti k sprejemu obeh navedenih dokumentov. Predlog odloka o javnem zasebnem partnerstvu za energetsko prenovo javnih stavb v lasti občine je dokument, ki ureja pravni okvir zahtevanega razmerja javno-zasebnega partnerstva. Kljub prizadevanju dokumenta ni bilo mogoče pripraviti do roka za oddajo dokumenta za sejo občinskega sveta, zato se dokument vlaga kot razširitev dnevnega reda 20. seje občinskega sveta. Hvala. Hvala. Želi kdo predstaviti stališče svetniške skupine? Ne. Potem prehajamo na glasovanje. Glasujemo. Glasovanje poteka. Glasovalo je 24 svetnikov, proti ni bil nihče, torej je ta predlog sprejet. Hitri in skrajšani postopek. Ne. Umik. Ne. Sprememba vrstnega reda obravnave točk. Tudi ne. Potem prehajamo na glasovanje o dnevnem redu v celoti. In sicer bomo glasovali o sklepu občinski svet sprejme dnevni red 20. seje občinskega sveta. Glasujemo. Glasovanje poteka. Glasovalo je 25 svetnikov, za 25, proti ni bil nihče, torej dnevni red sprejet.